Srednja tehniška šola šolskega centra v Kranju je tudi letos pripravila sila pomemben in odmeven dogodek za dijake zaključnih letnikov in delodajalce. Ti so bili v veliki meri navdušeni nad prikazanim znanjem. Naši dijaki so izredno ustvarjalni in prav je, da jih vsi, tako starši, delodajalci in seveda drugi gostje vidijo, kako znajo ustvarjati na našem tehniškem področju. Kako pomembno je pravzaprav sodelovanje tako šole kot delodajalcev in pa partnerjev, če hočete? Na današnji podjetniški dan smo že tradicionalno povabili tudi delodajalce, ker želimo, da jih oni vidijo, da jim lahko nudijo potem seveda zelo dobre službe in pa tudi štipendije. Prav je, da so naši produkti, to se pravi naši dijaki, res vrhunski in da jih potem delodajalci lahko uporabijo v svojih podjetjih. Tako imenovani podjetniški dan je že v preteklosti obrodil sadove. Vsekakor, delodajalci se odzovejo in mislim, da vse bolj se tudi bodo, ker so potrebe po kadrih pri delodajalcih vse večje. In seveda potrebe po kakovostnih kadrih, ki jih pa tudi na takih srečanjih, kot je današnji podjetniški dan, lahko dobijo. Podjetniškega dneva v šolskem centru so se udeležili tudi predstavniki agencije Spirit, katere poslanstvo je spodbujanje podjetništva, tujih naložb in tehnologije. Taka srečanja, torej, da se povezujejo podjetja in pa mladi, torej dijaki, študenti, tudi osnovnošolci so zelo dobrodošla in je zelo smiselno jih podpirati, tako tudi recimo mi v okviru našega programa, kjer spodbujamo pri mladih ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, izvajamo aktivnosti, kjer tudi povezujemo podjetja z mladimi. Dijaki zaključnih letnikov blestijo predvsem na področju mehatronike. Jaz sem naredil pametno ključavnico, s katero lahko odklepamo vrata s svojim mobilnim telefonom in sicer preko Bluetooth povezave. To deluje na merjenje naprave, koliko je stran od vrat. Primer zraven damo in vrata se odklenejo. Izdelal sem sistem, ki omogoči hitro speljevanje za drag race oziroma trans-brake sistem. Sistem deluje tako, da voznik preko dveh tipk na krmilu volana nadzoruje speljevanje samega vozila. Svojo zaključno nalogo, zasnova, načrtovanje in izdelava sušilnice za žito. Sama ideja je prišla zdela na domači kmetiji, saj smo rabili sušilnico za žito, ki je uporabna. Se pravi, sprva sem izdelal sam model, ki je prikazan tudi na računalniku. Za lažjo predstavo pa imam tukaj na mizi tudi sam 3D model. Glede na videno smo lahko prepričani, da bodo delodajalci pri izbiri bodočih kadrov imeli sladke skrbi.